Takole, še nekaj časa nas loti, da bomo znali narisati vse trikotnike. Najprej si poglejmo vrste trikotnikov. Trikotniki so organizirani glede na dve značilnosti. Ena značilnost je glede na dolžino stranice, ena pa glede na velikost kota. Pa gremo si najprej pogledat, kar se tiče stranic. Najprej se nam lahko zgodi, da so vse stranice različno dolge. Se pravi, imamo eno takole, pa eno takole. Vse stranice so različne in zato je to raznostranični trikotnik. Tukaj ni kaj dosti dodati. Potem imamo naslednjega. Naslednji je tak, ko ima dve stranice enako dolge in pa eno različno od ostalih dveh. Zdaj ponavadi ga prikazujemo tako, da ima B pa A stranica enako dolgo, C pa različno. Kadar je tak, mu rečemo, da je to enakokrak trikotnik. Enakokrak trikotnik ima dve stranici enaki, to sta A in B, in rečemo, da sta to kraka. C je pa neka osnova, zato ji rečemo osnovnica. Tukaj je kot alfa, tukaj je kot beta in tukaj je kot gama. In pri enakokrakem trikotniku, smo prej videli po izreki, po aksiomu skladnosti, sta tale dva tudi alfa enak beta. Tako da tudi, če jih alfa alfa označite, je v redu, a ne. Se pravi, to je enakokraki trikotnik, ima dve stranici enako dolgi in pa eno različno. Tisti dve, ki sta enako dolgi, sta kraka, različna je pa osnovnica. Okej. In pa gremo naprej. Potem je še pa najlepši od vseh trikotnikov, ne, to je pa enakostranični trikotnik. In za njega je značilno, da so vse stranice enako dolge, vsi koti so enako veliki. Ponavadi ga označimo, da je vsepovsod A in vsepovsod alfa. Ta ima res vse lepe lastnosti, vse, kar si zaželite, razpolavlja višino sem tja, vse to. Super, ni da ni enakostranični, bravo, koliko si lep. Tako. No, glede na dolžino, ne, imamo tri možnosti. Enake stranice, dve enake, nobena enaka. Glede na velikost največjega kota v trikotniku, namreč, ker, a veste, ne, vsi trije koti skupaj so 180 stopinj. Zato je dosti, da je pač eden tak, na katerega se naslanjamo, ostala dva se pa nekako spravita v vrsto, ne. Najprej ostrokotni trikotnik, a ne. Ostrokotni trikotnik je ta v bistvu naš najbolj klasični trikotnik, vse kote ima ostre. To sem spada enakostranični pa tako, če bi ga naskicirali, bi kar bolj kot ne dobili tega ostrokotnika. Ostri kot je kot manjši od 90, če ste že malo pozabili, ne. Se pravi, vsi manj od 90 stopinj. Topokoten. Če ima en kot topi. Topi kot je več kot 90 stopinj. To bi izgledalo tako, ne. Enega damo malo daljšega, ostali so pa ostri. A sta lahko dva topa kota v trikotniku? Poglejmo. Eden. Potem pa recimo, da je tukaj tudi topi. Ne more biti, a ne, ker narazen je šel. Ne moremo ga dati skupaj. Se pravi, en topi kot je lahko samo v trikotniku, in kadar je ta en kot topi, mu rečemo topokotni trikotnik. No, potem pa še naš biser od biserov, ne, ker trikotniki so biseri od vseh likov in potem od od trikotnikov sta pa enakostranični in pa pravokotni trikotnik. Pravokotni trikotnik je trikotnik, ki ima en kot pravi.
Zdaj pa takole. Kar navadite se. Pravi kot bomo vedno risali tako, da bo pravi kot oglišče C. Razen, če ne bo res kaka huda dilema, če nič ne rečem, je pravi kot vedno v oglišču C. To pa zato, ker tudi v osnovnih šolah veliko poudarjajo Pitagorov izrek a na kvadrat plus b na kvadrat je c na kvadrat. In potem imamo kotne funkcije in pri kotnih funkcij boste videli, se tudi neki a pa b pa c uporabljajo. In kadar uporabljamo a pa b pa c za formule v pravokotnem trikotniku, potem je nujno, da je pravi kot pri oglišču C. Če nam nobena formula ne špila. Zdaj pa, ker vem, da hodite in na različne šole in k različnim inštruktorjem in kakorkoli ste že naučeni od osnovne šole, si pač zapomnite, da bodo vse formule delovale pri pravokotnem trikotniku le takrat, kadar bo pravi kot pri oglišču C. Drugače bomo pa vse pokazali tako, da sploh ne boste rabili a, b pa c-ja, ampak pač tako je. No, v našem primeru je pravi kot zdaj tule. Nasproti pravega kota dobimo eno stranico, ki je v bistvu največja v pravokotnem trikotniku in ta je hipotenuza. Ni meduza, ampak je hipotenuza. No, potem sta pa še a pa b, ki sta kateti. Pravokotni trikotnik bomo letos dobro spoznali, tako da zaenkrat je tole dovolj. Kateti, ne? Torej, to je hipotenuza, to sta pa kateti. Tako. V trikotniku je, kar se tiče vrste trikotnikov, to vse. Zdaj gremo pa naprej. Prišli smo do konca. Če želite ali morate videti več, si poglejte na moji spletni strani ninarazlaga.si ali pa se naročite na moj YouTube kanal. Se vidimo!